Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice in danes sem zasledil že na vse zgodaj zanimiv naslov v enem izmed naših časnikov, namreč, da je v Kungoti krava povrgla kar 3 teličke in v bistvu se mi je to zdelo zelo malo verjetno, zato sem se odločil, da pred mikrofon povabim, lahko rečem, starosto slovenskih in predvsem mariborskih veterinarjev, pravzaprav prvi veterinar, ki je šel tudi na teren, to je gospod Vilibald Schneller, oziroma kot se ga vsi spominjajo po njegovem vzdevku, Mali Vili. Vilibald Schneller, Mali Vili, dober dan. Dober dan. Torej, lepo, da ste si vzeli čas, da ne vem, kako naj vas kličem, gospod Schneller, ali lahko rečem Mali Vili? Kako ćete, Vili lahko. Dobro, torej, Mali Vili, trojčke je povrgla Šeka, je to možno tudi dejansko? Ja, Šeka se je skazala, smo bili vsi zadovoljni, res. Ja, gospod Mali Vili, torej, vi v bistvu niste več aktivni, ampak še tu in tam radi greste pomagati svojim mlajšim kolegom, ne? Čujte, tudi stare generacije, ko nekaj dajo na tudi veterino staro, me še zdaj kličajo, ker jaz pravim, tudi zaugeri pa tudi vakumi, to nič ni vredi. Se vidite, ko vidite krave, pa to so kot neki dinozauri na paši, ko se jih bom vlačili s tem luftom. Mi zvežemo ketno, potegnemo ven, čistimo, pa gremo dalje. No, in verjetno je z vašim delom povezanih nešteto anekdot, ne nazadnje ste bili vi neke vrste, lahko rečem, prvi živalski ginekolog, oziroma ste bili specializirani samo za te stvari pri živalih, ne? Čujte, mene so klicali potaplač kolegi, doli Hrvati, ker sem bil dosekrat na počitnicah, sem doli pomagal tudi Ronioc. Kar pomeni isto. Tako je bila zdaj Šeka, vam moram reči, da včasih sem jaz mogel tudi, ko smo prvega ven ruknili, pa sem videl, da še zadi, še teliček, pa tak obrnjen narobe, da je to ti bil narobe obrnjen, od tretjega bila samo glava, ni bilo druge kot notit. Notit, prav, notit. Seveda, to pa zoba smo potaplač. Ja, običajno z rokami nekako. Ja, ni, pa ne segneš z roko. Krava ni barbika, da bi jo imel v rokah. Ja, to imate prav, Mali Vili, no, kako to not mislite iti? Te smo se slekli do nagega, namazali z lojom pa not, ker tak ne moč rešiti z rokami. Krava ima neki trup. Te not, da smo totega odmotali, drugega vun potisni, še tretjega, pol pa zadnji vun. To sem tak dolgo delal, dok enkrat ni krava. To je bilo tu pri Brestenici, ko sem zadnji prišel vun, me za svojega imela. Me prvo začela lizati, pol pa me začela z glavo kotati po senu, da me malo umila. In sem 3 dni bil na vseh 4. Me tak belo gledala, kako sem se na zadnje tace postavil. Rekel, mimo milu mater Vili, na koncu bo še mleko davo. Tako da me je že gospodinja po strani gledala, ko sem to štali ležal. Take so bile to zgodbe, ja. Ja, zelo zanimivo, Mali Vili, ampak bolj dobro, težko verjamem, ampak vseeno, včasih recimo, ko ste, ni bilo tega umetnega oplojevanja oziroma osemenjevanja, ne, ampak ste dejansko to počeli po naravni poti, ne? Čude, včasih ni bilo tega. Zdaj v takih malih vajndlekih nosijo toto seme, pa ti kuj vrže not ga. Tega ni pa z nekimi injekcijami. Včasih se vedlo, brez ovilce narete, kravo si not pripel z glavo, bik je zadi prišel in to se je not napelalo in to bilo rešeno. No in zakaj ste dejansko vi bili potrebni tu zraven? Čujte, bik za tistih par minut ni tak zverziran, da bi to vse trofo. In treba je bik kako not napelat, pa da se to čim prej konča. In to so tudi anekdote, kako so to tudi mestijaneri, tako ko ste vi, so s kokicami pa stoli hodili, so mislili, da bo to par ur trajalo. Bik je fertik v par sekundah. Tako en izmed nas tudi, ne? Biki, ne? Bi lahko rekli, ja. Ja, Mali Vili, je zelo zanimivo. Kaj pa recimo, zdaj ste v bistvu več čas govorili o govedu, ne? Kar je prav, ker je pač to vodilna tema danes. Kaj pa recimo kakšne druge živali? To se verjetno tudi, recimo svinje. Recimo samec pa samica te svinske sorte, ne pa vem, da je to tudi zanimivo. Namreč prascev ga je treba tudi sveder tudi not napelat, on bi rad kam drugam rovo not pa vrto, zato se reče prasec, pa zato se reče nej svija. Mislim, to tak mimo grede. Je pa zanimivo to. Ja, ne morem verjeti, Mali Vili, res, to so zanimive zgodbe. Je pa zanimivo to, ko ga pač ona dva to upravita, namreč vrhunec pri samici traja tudi do 2 uri, ne. Tako da samec zraven sedi, ji dava tak, da svedro malo tuče dol, njej pa domače prehaja tudi po 2 uri. Čujte, mi smo znali odigrati po par parti taroka, pa enih 6-7 radljcev napisati, ko se je baba kome menila. Tak je to brsvija, ja. Ja, in morate cel čas biti zraven, Mali Vili. Cel cajt, da ne naprase, če ki vmes enkrat gor greke te lahko si.
Da je lahko gadno, mimo milo materijo. Ja, zanimivo. Torej, mali Vili, za konec eno vprašanje, to me pa zanima, tako nekje sem zasledil strokovni izraz, ki ga prav gotovo dobro poznate, tiha pojatev pri kravi. Kaj to pomeni? Ja, tu imamo dve. Tiha pojatev je to, ko se recimo krava oziroma samice, ne, pri živini vseh sort, ko se gonijo, pa na vun ne kaže. Ne. Ona te bo svojim pogledom takim toplim vabla, da bi ji dal mogoče malo sena, pa to ne. Težko je to, ne, moraš vohat, ne, ker te ima taki vonj, ne, ko se goni, tako da hinavsko, lahko rečem, ne. Ja, se vam je kdaj zgodilo, kaj? Ja, jaz sem večkrat nasedel, najhujše je bilo v zgornjem dupleki, ko me je ena zvabla, sem mislil, lačna se stradana, ker je že tako zgledala, sem dal zraven seno, pa ko me je potegnila k sebi, ko anakonda z jezikom me dala pod sebe, pa se začela po meni čohat. Vam rečem, jaz sem imel gor lovski plašč, rekel, Vili, mimo milo, mater, zadušil se boš. Pol me, ko me pustila, malo če. Imamo pa še en pojav, ki smo ga po moje pozabili. Ja, dajte. Ko se živina, samice napravljajo, da se breje. Tisto pa tudi, sem šel enkrat. Namišljena brejost, Ja, ne? tam sem pa šel enkrat noter, v smislu, kam te tele šlo v grlo ali kaj. Pa pridem not pa sami luft, ko me je vrgla vun. Sem bil štalo, pa svinsko kuhno, pa ograd. Tako da so me gazda na vozi pelali do intenzivne. Sreča, da je bila štala štesana. Dame in gospodje, to je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.